Drage družine, prisrčno pozdravljene. V jeziku sladkem, ki ga znam, po ljubi materi imam, iz vernega mi vre srca, pozdrav najlepši ta, Bog in Slovenija. Slovenski jezik, krščanska vera in Slovenija so tri svetinje, ki smo jih prejeli od naših prednikov. So vrednote, na katerih trdno slonijo vse naše slovenske šole. V tem duhu danes zaključujemo učno leto 2020, ki nam bo prav vsem ostalo v spominu. Izbruh epidemije covida nam je preprečil, da bi imeli pouk kot vedno na naši dragi pristavi. Nismo obupali, zastavili smo si cilje in se spoprijeli z novimi tehnologijami. Srečevali smo se prek interneta, nismo se mogli objeti, a smo se vsaj videli in skušali, da bi se čim več naučili in s tem dokazali, da smo še žive veje slovenskega naroda, ki je bil tolikokrat zatiran, a je ostal zvest svojim koreninam. V sebi čutimo pripadnost temu pogumnemu in močnemu narodu, ki je moral veliko pretrpeti, da je znova zacvetel. Ponosni smo, da smo njegovi potomci in da imamo vedno pred seboj dve vrednoti, ki sta globoko zakoreninjeni v naših srcih. Krščansko vero in lepo slovensko besedo. V dolgih dneh svetovne karantene mi je večkrat prišla na misel beseda dom, naš pristavski slovenski dom, ki ni samo prostor, na katerem se nahaja, niti zgrajena stavba s praznimi stenami. V širšem pomenu je slovenski dom tudi vsa skupnost, ki ga obiskuje, otroški sobotni živžav, pozdrav učiteljic, veselje staršev in še kaj. Ta dom smo vsi mi, vsak izmed nas je košček mozaika, ki ga sestavlja v enoto, v kateri bije slovensko srce. Dragi otroci, za vami je naporno leto. Želim vam, da bi se v počitnicah dobro spočili in razvedrili. Bog daj, da bi se prihodnje leto lahko srečali v domu in si tekli v objem. Drage učiteljice, hvala za veliko delo, ki ste ga letos še prav posebno opravile.
za ves pogum, ki ste ga imeli. Rada bi se zahvalila tudi vsem staršem, da je pouk nadaljavo tako dobro uspel. Naj bo ta dan veselja, ponosa in hvaležnosti. Queridas familias, finalizamos hoy un nuevo año lectivo muy particular, difícil para todos, pero logramos transitarlo gracias a la inmensa ayuda de cada familia. De la noche a la mañana tuvimos que cambiar nuestro modo de enseñar. Aprendimos de las circunstancias a trabajar juntos, a valorar nuestros encuentros. Por eso quiero agradecer el acompañamiento de los padres que nos permitió continuar con nuestro trabajo, transmitiendo a nuestros chicos el amor por sus raíces eslovenas y por ende enriqueciendo su formación personal. Dragi učenci, leto je skoraj za nami. Bilo je težko leto, ampak se nismo podali. Vseeno smo se vsako soboto zbirali in se učili o Bogu, o Mariji in tudi o raznih svetnikih kot Karlo Acutis, ki je postal blaženi med tem težkim letom. Krasen zgled za mlade ljudi, za otroke, za najstnike. In res bi vam želela, da bi uživali počitnice. Z Adamu in Eli pa bi želela, da ne pozabita na Boga in Marijo vse življenje. Ne bomo se več videvali v šoli, ampak se bomo videvali, če Bog da, na pristavi, pa druge v skupnosti. Važno je, da upam, da je ostalo vama to v spominu, da moramo prav živeti, tako kot je Bogu všeč. In zato nam bo najbolj pomagala ravno Devica Marija, ki je najkrajša in najbolj varna pot do Jezusa, da bomo res dosegli večno srečo, ki je edina, ki je res zavedno. Bog vam daj veliko sreče. Nocoj je en lep večer. Pa zakaj je lep, bo vprašal kdo od vas. Zato, ker se bomo po nekaj mesecih spet vsi srečali preko interneta in se bomo lahko poslovili od šolskega leta. Seveda, bi bilo lepše, če bi lahko to naredili skupaj na pristavi. Ampak vemo, da se še ne sme.
najmlajše sošolčke, ki bi letos morali biti v vrtcu. Poglejmo, kako so se predstavili. Ime je Avti. Jaz se imenujem Peter in star sem 4 leta in mi je všeč se rad z gasilcem. Čau! Moje ime je Milena. Stara sem 3 leta. Nie. Aus. Au! Sem Klusesita in stara sem 3 leta. Hola, sono Santi Rase i imam 3 leta. Ciao! Zelo korajžni so, kaj ne? Zdaj pa poslušajmo, kakšne težave so imeli naši sošolčki iz 1. in 2. razreda. Zelo jih je skrbelo, kaj se bo zgodilo z zobno miško. Veste, kaj se nam je zgodilo v 1. in 2. razredu med karanteno? Padli so nam prvi soki. Moji beli zobki, kakor sneg se svetijo. Moji beli zobki, se kar sami smejejo. Se venomer bleščijo, nikoli ne bolijo. Nekateri hojo pa kmalu. Ko mlečni zob zgubim, ga nič ni. Ampak bili smo zaskrbljeni, ker je karantena za vse, tudi za zobno miško. Kako bi prišla do doma? To smo poslali pismo predsedniku in ta je bil njegov odgovor. Po dolgih razgovorih z odborniki smo odločili, da damo zobni miški dovoljenje, ker ima res važno in nenadomestljivo delo. Tako bo lahko hodila po hišah. Samo mora spoštovati vse protokole, da se ne okuži. Življenje se je upočasnilo in kot veste, so zaprte številne ustanove. Zato nas naša gledalka Polona sprašuje. Maje se mi zob in me zanima, ali zdaj med koronavirusom hodi okrog zobna miška. Upam, da mi boste lahko odgovorili. Po vsem svetu se je razširila novica. Vsi so skakali od veselja. Zaskrbelo nas je, da se zobna miška ne okuži. Poslali smo jo ukaze, da se bolj pazi koronavirusa. Dobro poslušajte. Nosi masko. Ko greš na delo, primi samo zob. Povej usar avto domov. Ne hodi ven, če imaš vročino. Upoštevaj razdaljo. Daj si alkohol.
Moji beli zobki, kakor sneg se svetijo. No, vidite, pa se je vse lepo izteklo. Kaj pa učenci 3. in 4. razreda? Oni nam bodo povedali, kaj so delali med karanteno in kaj so čutili ob raznih dogodkih. Kaj smo delali med letom? Leto se je lepo začelo. Imeli smo počitnice. Uživali smo naravo. Sonce. Igrali smo se s prijatelji. In nenadoma karantena. Vse se je spremenilo. Karanteno smo začeli zaskrbljeni. Kaj je to koronavirus? Ali ne bomo mogli nikdar več ven? Kaj se bo zgodilo s nami? Ampak tudi smo se počutili veseli. Ja, zdaj bom lahko bila cel dan v pižami in zopatah. Ne bo mi treba zgodaj vstajati, niti hoditi v šolo. Učiteljice so imeli druge načrte. Velikokrat smo postali malo jezni, dobro, zelo jezni, ker smo imeli toliko naloge. Včasih smo se počutili žalostni. Kdaj se bomo lahko zopet srečali s prijatelji? Poleg sem staro mamo in dedka, rad bi šel v kino. Tudi presenečeni. Še en mesec bomo doma, samo kmalu Božič. Postajalo nam je dolg čas. Fran, ima sum? Že spet? Gospodična, koliko manjka? Ko so nam končno dovolili, da gremo na sprehod, smo spoznali, da se je svet zelo spremenil. Prav začudeni smo bili. Ljudje uporabljajo maske. Ne smemo se objemati. Ko gremo v trgovine, delamo dolge vrste. Zdaj bo tega konec. Čeprav nam je včasih hudo, se tudi počutimo hvaležni. Hvaležni našim staršem, ker nas imajo radi, varujejo in skrbijo za nas. Hvaležni zdravnikom, ki darujejo svoje življenje in svoj čas, da nas pazijo. Hvaležni učiteljem, ki se trudijo, da si kljub vsem učimo nove stvari in se zabavamo. Posebno pa smo hvaležni Bogu, ki nas ljubi in nam je vedno ob strani. Verujemo, da z Božjo pomočjo bomo vse to kmalu premagali. Zopet se bomo srečali. Vse bo v redu. Vam je bilo všeč? Zelo zanimivo, kaj ne? Kaj pa, če bi malo vprašali učence tečaja ABC Prešernove šole? Tudi oni niso počivali in so se veliko učili. Najprej nam bo o tem povedal Valentin. Ravno prenovi začeli s tečajem ABC po slovensko. In kaj sedaj? Korajžno naprej. S pridnostjo, veseljem, navdušenjem bomo prišli do cilja. In tako so se s Valentinom vsako soboto srečala preko interneta. Tam sva se pogovarjala, risala, pela pesmice in kar je bilo najlepše in najbolj zanimivo, različne igre. Poslušajmo, kaj vse se je naučil Valentin.
Sina, jestem Valentin, sestra Natalia, a ty, mamica. Chopitorua, Raunilo, Barbice, Rumeno Barbice, Mora Barbice, Recha Barbice, Mora Barbice, Letalo, Yoga, Color, Punchka, Rocky, Glacier, Ochinos, Ustaushesa, Gru, Yuja, Mleko, Raulet, Chou, Noita, y mamo, no se terzo, Lucía, y se mamo, Radi, 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 Radi. Joj, koliko novih besed! Čestitamo, Valentin! Verjetno so se tako pridno tudi učili Enzo, Luka, Neži, Viki in Niko. Poglejmo! Kako čudno leto. Sem malo več brala. Jaz tudi sem risal in gledal filme. Mi pa smo dobili kužka. Spomni, kako je lep Roko. Slim se igramo na vrtu, kako lepo. škoda, da letos nismo nič šli na pristavo. Kako pravzaš nam, nogomet s fanti na igrišču. Ampak smo morali ostati doma in se pasiti. Jutraj smo lahko malo več spali. Čeprav nismo bili skupaj v razredu, smo se usano srečali vsako soboto preko Zooma. Lepo smo se prilagodili na drugačen pouk. Na virtualnem zaslonu sem obiskal Bled in Reko Sočo. Lepo smo lahko obiskali Ljubljanski grad 2 gradove. Spomni. Slušali smo več pesmi. Smo brali in se še malo igrali. Jaz komaj kaj počitnice, da se bomo samo igrali. Jaz tudi! Imam še nekaj načrtov. Rad bi malo več bral. Jaz se bom vozila s kolesom in igrala s prijatelji. Juhu! Jaz bom igrala na računalnici igrice. Zabavali se bomo s prijatelji, ki smo jih letos tako pogrešali. Vesele počitnice! Vesele počitnice! I vesele počitnice! Res, tudi oni so se prav lepo pripravili in veliko zanimivega povedali. Zdaj pa je napočil trenutek, ko nas bodo učenci 5. razreda popeljali malo naprej v božično razpoloženje. Mi, učenci 5. razreda, vas bomo popeljali v tiho, sveto, blaženo noč. Bila je tiha decembrska noč, ko je ljudem razkril svojo moč. Bliža se Božič in z njim praznovanje.
Kiedy następnego czekamy usi? Božično drevesce grasi stanovanje, v jaslicah detece Božji leži. Ticho, troci, Ježišček spí. Mati Maria ga po rokah drži in Svätý Jozef nad njima vedi. Glejte, kako je reven otrok. Prav nič ne pozna se mu, da je on Bog. Svetemu Jožifu gre skoraj na jok. Mamica, prav lepo prosimo vas. Recite jim, da lahko so pri nas. V hlevu gotovo zelo jim je mraz. Dobro, otroci, k polečnici grem, vi pa pridni, vodite me tem. Morda nocoj še pridejo sem. Lučki v srcih si prižgimo, pokleknimo k jaslicam. Bože, da te počastimo, ki prišlo z nebesje k nam. Kako so se potrudili in lepo povedali. Končno so na vrsti učenci zadnjih 2 razredov. Tudi oni nam bodo govorili o teh lepih božičnih praznikih. Kako hitro je minilo leto. Ne da bi se zavedali, je šla mimo jesen, zima in skoraj tudi pomlad. Zdi se mi, da čutim v zraku nekaj posebnega. Saj se bliža najlepša noč v letu. Sveta božična noč. Noč, v kateri zvezdice žarijo kot nikoli. Noč, v kateri se lahko uresničijo celo skrite želje. Tako bi rad v tej noči najsvetejši pokleknil k tvojim jaslim, Jezus moj. Pobožal srečen tvojo výročico, do jutra pogovarjal se s teboj. V tej sveti noči se nam v srcu rodi upanje, ki nam ga prinese Božje detece. Takrat zavlada v nas božični mir in svetonočni raj. Predvsem v času pandemije, ki jo doživlja ves svet, naj se nam to upanje še poveča. Zaupala bi vse tvoje ti skrivnosti in tudi to, kako te rada imam. Prav dobro vem, da boš ljudi odrešil in da zato prišel na svet si k nam. Vsak otrok se da približe jaslicam, obstoji pred njimi in v srcu premišljuje, da Sveti Jožef in Marija nista nikjer našla priročišča. Zato se ji Jezuček moral roditi v revnem hlevčku. Vsa družina ima v mislih tiste uboge ljudi, ki nimajo svojega doma in trpijo tudi zato, ker nimajo dovolj hrane. Jaslice so tudi središče miru. Pokleknimo pred nje in zaupno prosimo novorojenega zveličarja, predvsem za mir na vsem svetu. A Betlehem je daleč in ne morem do tebe, Jezušček, to sveto noč. Zato bom doma k jaslicah pokleknila in ti boš milosti dal in mi pomoč. Res smo bili ganjeni ob lepih poezijah in pripovedovanjih.
Hvala Fede, Ivana, Tina, Eli in Adam. Drage učiteljice in gospod župnik, po 10 letih šolanja v Prešernovi šoli sva sedaj midva na vrsti, da se posloviva. Poslavljava se od šolskih klopi, ne pa v pristave, katere se čutiva važen del. Najprej kot mala šolarja, zdaj kot mladec in mladenka, v bodočnosti kot mladina. Rada bi se iz vsega srca zahvalila za ves vaš trud in ljubezen, po kateri ste nama ulivali spoštovanje in ljubezen do Boga in slovenstva. Vse, kar sva se v šoli naučili, prijatelji, ki sva spoznala, vse igre v odmorih, pesmi in vse, kar sva doživela, nama bo ostalo zavedno v spominu, saj sva v šolo hodila z veseljem. Naj samo imenujeva vse učiteljice, ki so naju z ljubezni učile. Gospodična Majdi, gospodična Ceci, gospodična Viti Sedam, gospa Lučka Ran-Papeš, gospa Rožijesi, gospa Anka Saveli Gasar, gospa Andrejka Papeš-Kordova, gospa Naji Kopač-Grohar, gospa Marijanka Ažerveran, gospod Saši Jelenc Bodnik in gospod Franci Cukjati. Rada bi se zahvalila tudi staršema, ki nama vedno stojita v strani in želita za najboljše, ker sta nama posredovala možnost, da živiva to vojno kulturo. Nazadnje, a najvažnejše pa je, da se zahvaliva Bogu za vse vas, drage učiteljice. Midva pa bova njega prosila, naj naju še naprej varuje, da ne bi zašla iz prave poti. Hvala lepa vsem in nasvidenje na pristavi. Draga Eli in Adam, prehodila sta 10 let osnovne šole. Danes se poslavljata od nje. Upam, da bosta ohranila najlepše spomine na to šolsko dobo. Tudi nam bosta ostala v dragem spominu. Kljub temu, da se poslavljata od šole v času pandemije in se zaradi tega nismo mogli osebno srečavati v razredu, vama želim, da bi vaju ta izkušnja še bolj utrdila in bila pozitivna za vajno bodočnost. Vztrajajte kljub težavam. Letos smo vsi spoznali, da zmoremo kljub težavam, ki se nam pojavljajo v življenju, vztrajno hoditi vedno proti cilju, ki smo si ga zastavili. Odhajata, a ne pozabita, da sta tudi vidva delček mozaika našega doma na pristavi. Z besedami, ki jih večkrat uporabljamo kot geslo, vama kličem, ostanite zvesta svojim koreninam. Prijatelj, da ustavi se in hiti počasi, da življenje ne uide, prehitro ne uide. Vse, kar nam ostane, smo mi in spomini, in pisem naj ponese te. Prijatelj, da ustavi se. Prijatelj, ustavi se in hiti počasi, da življenje ne uide, prehitro ne uide. Vse, kar nam ostane, smo mi in spomini, in pisem naj ponese te. Prijatelj, da ustavi se, prijatelj, da ustavi se in hiti počasi, da življenje ne uide.
koncu nas bo pozdravila še gospa Andrejka. Ob koncu našega virtualnega srečanja želim vsem blagoslovljene praznike in miru polno v novem letu. A todas las familias les deseo una feliz Navidad y un bendecido Año Nuevo. Zdaj pa pozor, nas čaka še lepo presenečenje. Mami, letos ne pride Miklavž? Ne verjamem, saj veš, da je koronavirus in Miklavž je starejša oseba. Mora se paziti. Mami, s kim se mi hoče? Miklavž prihaja. Misliš? Ja. Ljubi moji pristavski prijatelj. Danes sem kar žalosten, ker se ne bomo mogli srečati na pristavi. Saj veste, da moramo biti doma zaradi tiste hude bolezni, ki jo imajo vsi ljudje na svetu. Sam Bog oče me je poklical k sebi in mi rekel takole: Dragi moj Miklavž, star si že in raje ostani kar v nebesih, ker se bojim, da bi na zemlji zbolel. Darila, ki si jih pripravil za pridne otroke, bodo pa prinesli mladi in močni angelčki vsakemu na svoj dom. A seveda ponoči, ko vsi ljudje na zemlji že spijo in so ceste prazne. Tudi parklji, ki niso bogali in so nekateri včasih ušli na zemljo, bojo letos ostali zaprti v peklu, ker so se na zemlji nalezli COVID in morajo ostati v karanteni. Dobro smo pregledali knjige, v katerih so zapisana vsa vaša dobra in slaba dela. Pohvaliti moram tiste, ki ste se redno radi priključili na Zoom, pozorno poslušali učiteljico in lepo naredili naloge. Na žalost pa niste bili vsi tako pridni. Večkrat sem opazil, da ste se nekateri na skrivaj igrali kakšno igrico. To res ni bilo lepo od vas, ker so vaši učiteljice imeli veliko dela s tem, da so se za vsako soboto pripravili kaj novega. Sploh pa mi ni všeč, da toliko ur na dan preživite s telefončkom v roki ali pred ekranom računalnika in se igrate najrajše Fortnite, Roblox in druge igre. To ni dobro za vaše glavice, predvsem pa ne za vaše učke. Raje pojdite malo na vrt in se igrajte, pa tudi pomagajte mamicam in očkom, ki imajo vedno veliko dela. Upam, da me boste kaj ubogali, zlasti ubogajte starše in učitelje. Pokličite po telefonu vaše stare starše, ker bodo vsakega klica zelo veseli, pa tudi kakšno starejšo osebo, ki je sama in potrebuje, da se je kdo spomni. Srečni bodite in molite, da se bomo lahko prihodnje leto osebno srečali na pristavi. Naj vas vedno spremlja Božji blagoslov v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.